Bog je vsakemu človeku dal družbo angela, da bi mu svetoval in ga varoval. Tega sopotnika je zato treba spoštovati in ga poslušati s krotkostjo. Papež Frančišek je današnjo jutranjo homilijo posvetil angelom, kajti Cerkev danes obhaja spomin angelov varuhov. Že Božja beseda, zapisana na prvih straneh Svetega pisma, nam predstavlja dokaz očetovstva, ki vse ljubi in brani. Ko Bog Adama izžene iz raja, ga ne pusti samega, ne reče mu, naj se znajde, kakor ve in zna. Papež je navedel tudi nekaj molitev in psalmov, ki spominjajo, kako je lik angela varuha bil vedno navzoč v dogodkih, povezanih z odnosom med človekom in nebesi. Glej, angela pošiljam pred teboj, da te bo varoval na poti in te pripeljal v kraj, ki sem ga pripravil. To posebno božansko navzočnost je Gospod dal vsem. Vsakdo od nas ima nekoga, ki ga spremlja. Vedno je z nami. To je nekaj resničnega. Je kakor Božji ambasador, ki je z nami. Gospod nam svetuje, spoštuj njegovo navzočnost. Kadar naredimo nekaj slabega in mislimo, da smo sami, to ni res. Zraven je on. Njegovo navzočnost je potrebno spoštovati, poslušati njegov glas, ki nam svetuje. To je takrat, ko slišimo tiste navdihe, naredi to, tisto je bolje, tega se ne sme narediti. Poslušaj, ne upiraj se mu. Angel varuh nas vedno brani pred zlim. Včasih si mislimo, da lahko nekatere grde stvari skrijemo, a vse bodo na koncu prišle na plan.